Nasvidenje, pozdravljeni in dobrodošli v Global Eye. Sem Nataša Kirčik in danes se bomo popeljali skozi največje zgodbe, ki so trenutno v ospredju po vsem svetu. Poglejmo si torej današnje glavne novice. V nadaljevanju, ali je Turčija še vedno temelj zahodnega zavezništva ali pa težko kategornik NATO zaradi naraščajočih napetosti s svojimi zavezniki postaja bolj breme. O tem bomo razpravljali. Pentagon in SpaceX sta v ostri konfrontaciji zaradi nečesa, kar je postalo ključno za sodobno vojskovanje – Starlinka na bojišču. Poleg tega ima Kanada svoj pravi brexitovski trenutek. Pokrajina Alberta se zdaj uradno pripravlja na referendum, ki bo 19. oktobra o tem, ali naj ostane del države ali pa naj se odpre pot prihodnjemu glasovanju o odcepitvi. Preden pa se lotimo vsega tega in še veliko več, si poglejmo nekatere največje zgodbe, ki so ta teden polnile naslovnice po vsem svetu. Najprej smrtonosna kemična nesreča v ameriški zvezni državi Washington, ki se je zdaj spremenila v popolno operacijo iskanja in izvleka. Uradniki so potrdili, da se je število smrtnih žrtev povzpelo na 11, potem ko so vseh 9 pogrešanih našli mrtvih. Dogodek se je zgodil v torek v obratu za pakiranje apon Dynawave, ko je nenadoma počil velik rezervoar, ki je vseboval belo lužino, zelo jedko kemikalijo, ki se uporablja pri proizvodnji papirne mase. Oblasti pravijo, da je izteklo približno 900.000 galonov te snovi, zaradi česar so morali reševalci previdno preiskovati ruševine v obratu, medtem ko so droni pregledovali okolico. Iskanje se je nadaljevalo ves teden, preden so našli zadnje žrtve. Preiskava o tem, kaj je povzročilo odpoved tega rezervoarja, je zdaj v teku. In končno imamo nekaj čudežnih novic. 4 moški, ki so bili ujeti v poplavljenem jamskem sistemu v osrednjem Laosu, so bili zdaj rešeni po več kot tednu dni pod zemljo. Bili so med 7 vaščani, ki so šli v ta ozek jamski rov iskati zlato, ko so nenadne poplave nenadoma zaprle njihov izhod. Reševalci zdaj pravijo, da je jamski sistem na nekaterih mestih izjemno ozek, saj so nekateri prehodi široki le 50 cm, zaradi česar je bila ta operacija še posebej nevarna. En za drugim so preživele prinašali na nosilih zavite v folijske odeje, nato pa jih hitro odpeljali v medicinske šotore, kjer so posnetki pokazali vzklike, solze in veliko čustvenih sniden. Izbruh ebole v Srednji Afriki se širi hitreje, kot lahko zdravstveni uradniki sledijo. Opozorilni znaki pa postajajo vse bolj zaskrbljujoči. Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da se redka oblika ebole zdaj širi v provinciji Ituri na vzhodu Konga, kjer je bilo doslej prijavljenih več kot 900 domnevnih primerov in več kot 200 domnevnih smrti. Direktor Svetovne zdravstvene organizacije je v soboto obiskal to regijo in to je povedal. Mislim, da je pravilo igre sodelovanje in solidarnost je zdaj naše najboljše orožje. Zdravniki brez meja opozarjajo, da so obseg in hitrost okužb neprimerljivi s čimerkoli, kar so videli v prejšnjih izbruhih ebole. Za zdaj je več držav uvedlo potovalne omejitve. Svetovna zdravstvena organizacija pa jih zdaj poziva, naj to ponovno preučijo, saj opozarja, da bi to lahko dejansko oviralo preglednost in otežilo nadzor nad izbruhom. In zdaj, prijatelji moji, smo dosegli vrh. Turčija je zdaj v precej zapletenem položaju znotraj zahodnega zavezništva in ta razprava se znova zaostruje. Na papirju je to težko kategornik NATO z drugo največjo vojsko v zavezništvu in ključnim položajem na jugovzhodnem krilu Evrope. A danes so napetosti težje prezreti zaradi nazadovanja demokracije in vse večjih trenj z zahodnimi partnerji. Torej, vprašanje je precej preprosto. Je Turčija še vedno nepogrešljiv zahodni partner ali pa postaja breme, ki ga zavezništvo ne more več prezreti? No, nocoj se nam pri tej razpravi pridružuje polkovnik v rezervi Rich Alts, višji sodelavec pri Atlantskem svetu. Jonathan Schanzer, višji podpredsednik za raziskave, pravzaprav danes ne bo z nami. In strokovnjakinja za Turčijo, doktorica Hay Aytan Kon Yenarochuk. Preden začnemo z razpravo, si poglejmo nekaj ozadja. Turčija že dolgo zaseda eno najpomembnejših mest v zahodnem varnostnem redu. Je članica NATO. Ima drugo največjo vojsko v zavezništvu in leži na stičišču celin.
Za NATO je ta geografija pomembna. Turčija je ključni branik proti Rusiji, varuh dostopa do Črnega morja in pomembna vojaška sila v regiji, kjer je zahodni vpliv vse bolj izpodbijan. A Ankara postaja tudi eden najbolj zapletenih partnerjev Zahoda. Pod predsednikom Erdoganom je Turčija začela voditi bolj neodvisno zunanjo politiko, širiti svoje regionalne ambicije na Bližnjem vzhodu, razvijati svojo obrambno industrijo in ni vedno sledila Evropi ali Washingtonu. Ostra retorika Turčije do Izraela je vzbudila zaskrbljenost v zahodnih prestolnicah, še posebej v času, ko je Izrael eden najtesnejših partnerjev Zahoda v regiji. Hkrati je nazadovanje demokracije v Turčiji omajalo zaupanje evropskih zaveznikov, ki pravijo, da NATO ni le vojaška zveza, ampak tudi skupnost skupnih demokratičnih vrednot. Tako vprašanje za Zahod ni le, ali je Turčija zahtevna. Vprašanje je, ali je Turčija preveč pomembna, da bi jo izgubili. In ali je Turčija nepogrešljiv zahodni partner ali breme. V redu, začeli bomo z našim 30-sekundnim hitrim krogom. Vsi naši panelisti, spomnite se, imate le 30 sekund za odgovor na naše prvo vprašanje. In imamo dobre novice. Jonathan Schenzer je dejansko z nami. Jonathan, hvala, da ste se nam pridružili. Prvo vprašanje, na katerega boste vsi odgovorili, je: ali je Turčija nenadomestljiv zahodni partner ali vse bolj problematično breme? Polkovnik Richelton, začnite. Vesel sem, da sem z vami in da sem na tako uglednem panelu. Mislim, da je vprašanje nekoliko napačno zastavljeno. Vprašanje ne bi smelo biti partnerstvo ali breme. To ni prava dihotomija. Prava dihotomija bi bila med prednostjo in bremenom. Če pogledate strateško težo v smislu gospodarstva, G20 drugo največjo vojsko v NATO in splošno sistemsko usklajenost, ne popolno, ampak splošno sistemsko usklajenost, je Turčija vsekakor nepogrešljiv partner. In če govorite o Evropi, ko govorite o Zahodu, poglejte, kaj počnejo Italija, Španija, Združeno kraljestvo, Ukrajina, Poljska in drugi. Zbližujejo se s Turčijo. Obstajajo težave z Izraelom in Združene države morajo prevzeti vodilno vlogo, da pomagajo rešiti ta vprašanja. Vendar ni dvoma, da jih potrebujemo v zavezništvu in da so močna podpora zavezništvu. Prav, Jonathan Schenzer, kakšno je vaše mnenje? Imate 30 sekund. Jonathan, ne slišimo vas. Zdaj vas slišimo. So popolnoma breme. Popolnoma breme. Od podpore islamski državi do podpore Hamasu, do pranja denarja za Islamsko republiko Iran, do tihotapljenja borcev v islamsko državo. V Siriji in Iraku kršitve človekovih pravic doma, saj smo jih izključili iz programa F-35, ker so kupili ruske protizračne sisteme. To je lisica v kokošnjaku. Katastrofa je obdržati tako državo v NATO. V redu. Na zadnje, a nič manj pomembno, dr. Kaj Eitan Cohen Jano Rošak. Kakšno je vaše mnenje? Imate 30 sekund. Glede na izzive, ki prihajajo iz Rusije, verjamem, da zveza NATO nima druge izbire, kot da ostane zvesta članstvu Turčije. In strinjam se z obema raziskovalcema glede problematične narave tega partnerstva, vendar pa realpolitika ne pušča nobenega manevrskega prostora za NATO glede Turčije. V redu, zdaj bomo imeli čas, da tukaj razširimo svoje odgovore. Vsak od vas lahko govori dlje, vendar ko skrbite, da boste dali čas tudi svojim kolegom panelistom. Zdaj bi rada prešla na naslednje vprašanje in sicer, ali ima kolektivni Zahod druge možnosti, ali so obtičali s Turčijo? Ko gre za vprašanja, kot so na primer dobava orožja ali pa zgolj vojaška številčnost, ki jo Ankara prinaša v NATO s tako veliko vojsko. Ja, mislim, da je to skoraj vprašanje, na katero se odgovor ponuja sam. Pogledaš trende v obrambni industriji, seveda imata Združene države in Izrael močna zaveznika. Obe zelo napredno obrambno-tehnološko infrastrukturo. Turčija se je v zadnjih 10 do 15 letih iskreno rečeno pridružila tej ligi. Zdaj obstajajo nekatera vprašanja glede tega, kam prodajajo in potrebni so posvetovalni mehanizmi, da zagotovimo, smo vsi na isti strani. Libija je zanimiv primer, kjer je turška intervencija leta 2020 na koncu preprečila padec Tripolija in dejansko podprla pogajanja pod okriljem ZN. Sodelujemo Afrikom z ameriške strani in Turki, da bi dosegli združitev v Libiji. To je le en primer tam. Torej, mislim, da absolutna teža, ne le v smislu človeških virov in geografije, ampak tudi obrambne tehnologije,
Pomeni, da je Turčija bodisi zelo močna, čeprav zahtevna zaveznica, ali pa, bog ne daj, nekaj, česar si ne želiš imeti proti sebi. In prav Jonatanovo stališče jemljem resno in z Jonatanom sva o tem že govorila. Obstajajo resnična vprašanja, ampak v vojski imamo rek, da je bolje imeti zahtevnega prijatelja v šotoru, ki, kako naj rečem, opravlja potrebo navzven, kot pa zunaj šotora, kjer opravlja potrebo navznoter. Tako bi veliko raje imel upravljavski izziv močnega, a zahtevnega zaveznika, kot pa poskušal spraviti drugo državo v razsulo, kot so nekateri ljudje smešno predlagali, da bi Turčija postala naslednji Iran. To ni naslednji Iran in tega zagotovo ne potrebujemo. Jonatan, kakšen je tvoj odgovor na to? Vidim, da prikimavaš. Ne še en, mislim, da se samo smejim. Poglej, problem s Turčijo je večplasten, ampak vzemimo za primer, da imajo veliko vojsko. Kako so to vojsko uporabili? Kar dejansko vidimo, je, da napadajo naše kurdske zaveznike na krajih, kot sta Sirija in Irak. Pravzaprav so prevzeli nadzor nad vlado Sirije. In to je seveda vlada Al-Kaide, ki jo je zelo težko predvideti, kaj šele obvladovati. Ko pogledate samo velikost te vojske, o kateri vsi govorijo kot o prednosti, še nisem videl te vojske v akciji. Še vedno ne razumem, kakšne so njene zmogljivosti, razen pri usposabljanju. Kar se tiče orožja, ki ga Turki trenutno proizvajajo, vam moram povedati. Ko pogledate zaveznike, ki jih imajo Turki trenutno, s Hamasom, s Hezbolahom, s Al-Kaido, muslimansko bratovščino, ISISom, celo z nekaterimi dejavnostmi, ki so jih izvajali z Iranom. Ali si želim, da bi takšna vlada pridobivala takšno orožje in ohranjala takšne odnose z vsemi mogočimi škodljivimi akterji? To izgleda kot katastrofa, ki jo omogočamo. In to je moja skrb zdaj, ko jim še naprej dovoljujemo, da ostajajo znotraj našega zavezništva. To izgleda kot tiho odobravanje za dolg seznam spornih ravnanj. Doktor Jenaročuk, kakšen je vaš odgovor na idejo, da je bolje imeti Turčijo za prijatelja, tudi če veste, da je Turčija zahteven prijatelj, kot pa da je sploh nimate za prijatelja? No, najprej bi rad poudaril dejstvo, da v NATO ne obstaja tak mehanizem, s katerim bi lahko izključili članice. Prav. Torej najprej, da zdaj govorimo o tem, ali je Turčija zanesljiv zaveznik ali ni zanesljiv zaveznik. In strinjam se z Jonatanom, naprimer, glede položaja Turčije v Siriji in njihovega tesnega odnosa s Hamasom. Ampak povejmo tudi konkretna dejstva. Ker v NATO takšnega mehanizma ni, žal samo ugibamo. In dokler ne boste vedeli, da Evropska unija ne bo ukrepala in da bi morali oblikovati lastno vojsko, do takrat ne verjamem, da lahko resnično govorimo o alternativi NATO. Danes je ta ogromna vojska, o kateri govorite, zelo zaposlena z odvračanjem Grčije. Grčija velja za partnerico, za zaveznico Turčije v NATO. Toda, ko gledamo turško politiko, ista vojska izvaja vojaške vaje. Najnovejša vojaška vaja FS 2026 je bila zelo jasno sporočilo proti Grčiji. Ko ponovno pogledamo turški parlament, bodo v prihodnjih dneh razpravljali o novem zakonu glede pomorske razmejitve. Veste, meje v zvezi z Grčijo lahko sprejmejo enostranske odločitve proti svojim zaveznikom v NATO. Skratka, dokler Evropska unija ne bo branila svojih lastnih pomorskih meja in ne bo oblikovala novega zavezništva, ki bi izključilo Turčijo, mislim, da bomo vsi špekulirali. In ne pozabimo na zelo tesno prijateljstvo med Donaldom Trumpom in Recepom Tayyipom Erdoganom. Njun najpomembnejši skupni imenovalec pa je Sirija. Prvič doslej, zahvaljujoč Erdoganu, vidimo, da so Združene države prvič sposobne prodreti v Sirijo. Torej, tukaj je veliko različnih pomembnih dejavnikov. V redu, želim se obrniti na Šenš.
Ali bolj natančno vprašati, ali mislite, da Ankara, ko skuša nadomestiti, lahko bi rekli, tradicionalne zahodne vplive v delih Bližnjega vzhoda, ali pa preprosto zapolnjuje praznino, ki so jo pustili drugi? In ali uporablja svoje članstvo v NATO kot vzvod za uresničevanje bolj neodvisne zunanje politike? Mislim, da so Turki trenutno, veste, lahko bi rekli, hkrati v zavezništvu NATO in hkrati zunaj njega. Igrajo na obe strani. In mislim, da je to bistveni del problema z režimom, ki je po svoji naravi islamističen in v resnici na več načinov protizahoden. Lahko precej enostavno deluje v obeh taborih. In mislim, da je to dejansko velik problem. Moje dolgoletno vodilo glede tega je, da moramo dejansko imeti dialog s Turki, česar se ne spomnim, kdaj smo nazadnje imeli na kakršenkoli resen in odprt način. In jim povedati, da morajo izbrati med muslimansko bratovščino in islamizmom ter Zahodom. Ampak, ko pogledate njihov položaj po regiji, je to tisto, kar začne skrbeti, ne? Mislim, da imajo vpliv in dostop v Gazi prek Hamasa. V zadnjih mesecih so financirali in oboroževali Hezbolah, kar je izjemno zaskrbljujoče. In tako imajo zdaj ogromen vpliv v zelo šibakem Libanonu. Imajo nadzor nad vlado Sirije, ki je spet v svojem jedru Al-Kaida. Še naprej se bojujejo proti Kurdom v Siriji, pa tudi v Iraku. Imajo veliko letalsko bazo v Katarju, ki je seveda podpornik muslimanske bratovščine, Hamasa, Talibana in Al-Kaide. Tam poteka partnerstvo. Turki imajo ogromno vojaških enot po vsej afriški rogi in še naprej se spuščajo vse vrste nepremišljenih spopadov z Grki in Ciprčani. Tu ste omenili že prej, da so v sporu s tema dvema državama, ki sta del EU in sta del širšega zavezništva, ki smo ga skušali vzpostaviti. Torej, ko pogledate vse to, ideološko niso usklajeni. Poleg tega imajo razporeditve po vsej regiji, kjer lahko poskušajo uveljavljati svoja lastna stališča in svoje preference za regijo. Mislim, da gremo proti krizi in pomanjkanju pozornosti. Pohvalim vas, da ste gostili ta panel, ker temu vse večjemu problemu ni bilo namenjene dovolj pozornosti. Mislim, da nas Turki čaka huda streznitev. Polkovnik v rezervi Rich Alton, kakšen je vaš odziv na vse, kar je pravkar povedal Jonathan Chinzer? Ja, no, Jonathan ima prav, gremo proti krizi, ampak mislim, da je kriza med Jonathanom in dejstvi. Ker ko Jonathan govori o tem, da bi Turčija šla proti Kurdom v Iraku, je to smešno. Turki imajo izjemen odnos z Barzani in z iraškim Kurdistanom, to pa traja že vsaj 10 let. Tako da, če govorimo o nezahodni vojaški prisotnosti, vprašajte Italijane, vprašajte Špance, vprašajte Poljake, vprašajte Ukrajince, vprašajte Azerbajdžance, ki so skupni prijatelji Izraela in Turčije. Potem pojdite v Somalijo, pojdite v Libijo, pojdite v Sudan, kjer je Turčija imela vojaško prisotnost, ki je omogočila zahodno diplomacijo in pomagala stabilizirati te države. Zdaj, mislim, če lahko tukaj nekoliko sredotočim Jonathanovo kritiko, postane to legitimna kritika. Ker obstajajo področja, naprimer v zvezi s Hamasom, za katera menim, da niso v skladu z drugimi elementi, geopolitično pametnimi elementi turške zunanje politike. In bil sem kritičen do teh. Mislim, da je to nelogično, ko reče Hezbolah, ni dokazov. Vidim, da mi Jonathan pošilja e-pošto, zasebna sporočila, imaš moj naslov. Mislim, da to glede Hezbolaha ne drži, ker morda tega ne veš, ampak sunitske, islamsko usmerjene politične stranke, muslimanska bratovščina ali druge, ponavadi niso ravno veliki privrženci skrajnih šiitskih terorističnih skupin. Tako da mislim, da moraš tam malo preveriti dejstva pri sebi. Ampak ja, bistvo je, da obstajajo nekateri problematični elementi in spet Hamas bi bil eden izmed njih. Če pa pogledate širše na diplomacijo, ki poteka glede Irana, Ukrajine, reševanja regionalnih vprašanj stabilnosti, so Turki veliko bolj usklajeni kot ne. Zagotovo tudi s Trumpovo administracijo v Združenih državah. Če bi bil v Izraelu, če bi bil v Jeruzalemu in bi ocenjeval situacijo, bi bilo videti nekoliko drugače, ker v Siriji obstajajo določeni konkurenčni vidiki med Izraelom in Turčijo. In to je nekaj, kar zahteva posebno pozornost. Ampak mislim, da ste popolnoma usklajeni glede Azerbajdžana. Tako Izrael kot Turčija sta bila velika podpornika in zaveznika Azerbajdžana. Torej, Jonathan nekoliko pretirava, ko gre za stopnjo usklajenosti in neusklajenosti.
No, Jonathan, dejansko sem videla ne samo Jonathana, ki je odkrito odkimava v jasnem nestrinjanju, ampak tudi doktorico Jano Ročak. Jonathan, rada bi ti dala priložnost, da odgovoriš na te obtožbe, preden se obrnemo na doktorico. Poglejte, mislim, da dejstva zdaj govorijo sama zase, kaj ne? To je režim, ki je povezan z muslimansko bratovščino. Tesno sodelujejo s Katarci. Mislim, da trenutno iščejo način, kako zapolniti praznino, ki jo pušča Islamska republika. In veste, preden začnemo govoriti o tem, kako sunitski islamisti ne sodelujejo s šiitskimi islamisti, poglejte 20 milijard dolarjev, ki so jih Turki oprali v imenu Islamske republike na vrhuncu jedrskega spora med letoma 2012 in 2015. To je bila velika banka, druga največja državna banka v Turčiji. Imenuje se Halk Bank. Preveri, Rič. Ugotovil boš, da je bilo tesno usklajevanje med tema dvema vladama. Pravzaprav so Iranci polnili žepe Erdoganovega režima. Še nisem končal z govorjenjem, kaj ne? In zdaj, ko začneš gledati, kako so se razporedili po regiji, to ni v skladu z redom, ki ga vodi ZDA. In če želiš govoriti o tem, da je Azerbajdžan svetla točka, kar izvoli. To je država, ki trenutno nima velikega vpliva, ko gledamo na Levant in na splošne skrbi, ki jih imamo v zvezi s to vojno na 7 frontah. Turki pozivajo, naj se panislamska vojska dvigne proti Izraelu in nekaterim njegovim zaveznikom v zalivu. To ni vlada, s katero bi bilo dobro sodelovati. Ko že govorimo o Izraelu, bi se zdaj rada bolj specifično obrnila na doktorico Jano Lučak, glede tega, kako retorika proti Izraelu vpliva na vse to. Očitno je Izrael že dolgo ključni steber, ključna zaveznica Zahoda kot celote. In vsem nam je zelo, zelo jasno, da Turčija ni naklonjena Izraelu. No, od 7. oktobra dalje smo žal vsi videli, da je Turčija začela izpostavljati Izrael kot glavno grožnjo nacionalni varnosti za Turčijo. In to je zelo žalostno, ker Izrael nima nobenih ambicij glede ozemeljske celovitosti Turčije. A vendarle vsakodnevno vidimo, da turško vodstvo vodi kampanjo delegitimizacije tako proti izraelskemu premijeju na nameren in oseben način. Vidimo tudi, da to počnejo proti sami državi in drugim pomembnim uradnikom. Torej, Jonathan je povedal nekaj zelo pomembnega in mislim, da bi to morali izpostaviti. Turčija je danes žal zelo zaposlena z oblikovanjem zavezništva, strateškega vojaškega zavezništva proti državi Izrael. Lani marca je Turčija začela novo pobudo imenovano The Neighbors of Syria. To pobudo je treba videti kot jedro sunitskega islamskega NATO, ki je zasnovan za odvračanje države Izrael. Z uporabo, veste, sosednjih držav Sirije, vključno z Libanonom, ki ga je ponovno omenil Jonathan, in tudi Jordanijo. In ne delajmo si utvar glede njihovega velikega načrta. Egipt je prav tako vključen v to vizijo in vidimo nekatere načrte. Vladni trobilo Turčije, veste, časopis Yeni Shafak. Če boste pogledali ta časopis, je tam zelo znan članek, ki je izšel z naslovom Kaj, če bi bila ustanovljena muslimanska vojska proti državi Izrael? Prosim, poiščite to na Googlu. In žal po 7. oktobru v Izraelu zelo resno jemljemo grožnje drugih držav. Mislim, da je to eden najpomembnejših stranskih učinkov 7. oktobra. Rič, sunitski islamski NATO. Kaj meniš o tem? 4 leta sem preživel v Izraelu, vključno z nekaterimi precej občutljivimi programi za zaščito izraelske varnosti na regionalni ravni in ameriških interesov v regiji. Stabilnost regije jemljem zelo resno. In Združene države seveda je nadstrankarska prioriteta, da zagotovimo varnost Izraela. Hkrati pa je tudi nadstrankarski interes, da imamo stabilen zavezniški sistem, ki deluje po vsej regiji. In to pomeni Turčijo, to pomeni zaliv, pomeni Izrael in za nikogar ni v interesu, da je prišlo do te točke. Ampak moram poudariti, po 7. oktobru je bilo obdobje, ki je bilo nekoliko drugačno. Bilo je prekratko. Ampak bilo je obdobje, ko je bil turški ton glede tega drugačen. Turki imajo posebno občutljivost glede Gaze in dojemanja trpljenja civilistov v Gazi.
In ko se je vojna v Gazi nadaljevala, kar ponovno, jaz in večina Američanov podpiramo pravico Izraela, da se spopade s Hamasom v Gazi. Toda pomanjkanje učinkovite politične strategije v Gazi je oslabilo položaj Izraela pri številnih državah, ki so razmišljale o pridružitvi Abrahamovim sporazumom in pri državi, kot je Turčija. In v približno enem mesecu so spremenili ton. Šanzar, želim ti hitro dati priložnost za odgovor, ker kmalu odhajamo na oblastni odmor. Ja, mislim, če želiš pogledati ton, ki se je spremenil, se je dejansko vrnil v leto 2010. S Hamasom 2011. Takrat smo začeli opažati, da je Recep Tayyip Erdogan, diktator Turčije, začel podpirati Hamas. Takrat je začel dovoljevati, da so visoki voditelji delovali znotraj države in uporabljali Istanbul kot finančno središče za prenos denarja za Hamas. Najvišji voditelji Hamasa, ki so tam nameščeni, so bili deležni posebnega sprejema strani turške vlade. Orožje je bilo tam premaknjeno, prav tako so bile tam načrtovane zarote. V redu, žal bomo morali tukaj zaključiti. Rada bi se zelo zahvalila vsem našim gostom. Zelo zanimiv pogovor. Upam, da se boste kmalu spet vrnili. Gremo na kratek oglasni odmor, kmalu bomo nazaj. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Doživite pravo rešitev za vašo bolečino in okorelost. Pokličite zdaj. Tisoč let zgodovine in ne glede na to, kdo nas je poskušal ubiti, preživimo in uspevamo. Vsak teden vam bomo prinašali najnovejše judovske novice z vsega sveta. Dobro, slabo, grdo in veličastno. Pridružite se nam vsak ponedeljek v oddaji Jewish World Weekly. In spet smo nazaj v oddaji Global Eye. Sem Nataša Kirčik in hvala, da ste ostali z nami. Izrael zdaj pravi, da je zavzel eno najbolj simboličnih in strateških točk v južnem Libanonu, grad Beaufort. To se dogaja, ko njihova kopenska ofenziva prodira globje na ozemlje, ki je dolgo veljalo za povezano s Hezbolahom. Ta srednjeveška trdnjava stoji visoko nad dolino Litani in se je zanjo borilo že desetletja, zaradi izjemnega razgleda, ki ga nudi tako na južni Libanon kot na severni Izrael. To se dogaja, medtem ko Hezbolah še naprej izstreljuje rakete. To je dramatičen mejnik in dramatičen premik v politiki, ki jo vodimo. Prebili smo pregrado strahu. Prevzemamo pobudo. Delujemo na vseh frontah v Siriji, Gazi in Libanonu. Vzpostavili smo varnostne cone zunaj naših meja, da bi zaščitili naše skupnosti. To se dogaja, medtem ko Hezbolah še naprej izstreljuje rakete in drone v Izrael, pri čemer se je število napadov v zadnjih dneh močno povečalo. In v Južni Ameriki Kolumbijci odhajajo na volišča na predsedniških volitvah z visokimi vložki, ki so pravzaprav referendum o enem velikem vprašanju. Mir ali pritisk? 10 let po zgodovinskem mirovnem sporazumu s FARC se nasilje, ki naj bi ga ta sporazum končal, znova razplamteva z napadi z droni, oboroženimi napadi in celo političnim atentatom med volilno kampanjo. Zdaj volivci izbirajo med povsem različnimi potmi. Eden izmed vodilnih kandidatov želi še okrepiti strategijo popolnega miru predsednika Petra, ki skuša z oboroženimi skupinami doseči dogovor. Vendar njegovi tekmeci pravijo, da ta pristop ni uspel in pozivajo k veliko ostrejšemu obračunu po salvadorskem vzoru. In ruski dron, namenjen Ukrajini, je zdaj prestopil nevarno novo mejo, saj je zadel stanovanjsko stavbo na ozemlju NATO v Romuniji in pri tem poškodoval 2 osebi. Uredniki pravijo, da so dron spremljali v realnem času, čez noč, ko je prečkal romunski zračni prostor, preden je trčil v stavbo v pristaniškem mestu Galati ob Donavi, povzročil požar in prisilil ljudi k evakuaciji. Romunija je poslala lovska letala, vendar niso posredovala pred trkom. Bukarešta to označuje kot resno kršitev in je že izgnala ruskega diplomata. Medtem je NATO zdaj v pripravljenosti vzdolž svojega vzhodnega krila in poudarja, da bo branil vsak centimeter zavezniškega ozemlja.
Ne moremo preprosto reči, da smo. Smo država članica NATO, zato nam ni treba več vlagati. Pripraviti se morate na grožnje in to, kar počneta Romunija in Evropa, je pravilno. Moskva medtem zanika odgovornost. Vladimir Putin pa namiguje, da izvor drona še vedno ni jasen in poziva k objektivni preiskavi. Toda za članice NATO ob meji je to še eno pomnik, da vojna v Ukrajini ni več omejena. Že zdaj se dotika samega zavezništva. In znani umetniki se umikajo z velikega festivala, načrtovanega za praznovanje 250-letnice Amerike, potem ko so trdili, da so bili zavedeni glede tega, kaj dogodek dejansko predstavlja. Freedom 250 Great American State Fair, ki naj bi ga to poletje, od junija naprej, gostili na National Mall v Washingtonu, je bil predstavljen kot nestrankarsko praznovanje. A zdaj so nastopajoči, vključno s skupino Commodores, Brettom Michaelsom in Martino McBride, vsi odstopili, saj pravijo, da politične povezave niso bile jasne, ko so podpisali pogodbo. In to zato, ker je skupino, ki stoji za tem, lani ustanovila Trumpova administracija. Predsednik pa je imenoval njenega izvršnega direktorja. Zdaj predsednik te, ki so odstopili, imenuje tretjerazredne. Hkrati pa razmišlja o tem, da bi namesto tega na istem mestu in ob istem času organiziral zborovanje. Zdaj pa poglejmo nekaj najpomembnejših zgodb z vsega sveta, ki ste jih morda ta teden spregledali. Pentagon in SpaceX sta v napetem sporu glede nečesa, kar je postalo ključno za sodobno vojskovanje. In to je Starlink na bojišču. Na vrhuncu konflikta z Iranom so se ameriški uradniki zanašali na satelitsko omrežje Elona Muska za vse, od komunikacij na bojišču do delovanja dronov. Zdaj pa je tu nov spor in to je cena. SpaceX pravi, da je vojska plačevala približno $5,000 na terminal za storitev, za katero trdijo, da je bližje $25,000 na mesec. In želi, da se ta znesek zviša. Medtem pa Pentagon nasprotuje in pravi, da cene niso v skladu z dejansko uporabo sistema, še posebej pri kratkotrajnih misijah z droni. A v ozadju tega spora je še večja resnica. Ameriška vojska je postala močno odvisna od enega samega zasebnega podjetja za ključno povezljivost v času vojne. In SpaceX to ve. Zato je ameriška vlada med vojno na koncu plačala zvišanje cen, ki je bilo vsiljeno. Ker ni prave alternative v takšnem obsegu, uradniki zdaj opozarjajo, da se razmerje moči hitro spreminja. Z nami je zdaj Viktorija Sampson, glavna direktorica za vesoljsko varnost in stabilnost pri fundaciji Secure World. Prav, najprej, ali gre tukaj v osnovi za spor glede cen, ali pa je to znak, da je Pentagon postal strukturno odvisen od SpaceX-a, te odvisnosti pa se ne more zlahka rešiti? Mislim, da je malo bojega. Vsekakor je spor glede cen sprožilec tega, ampak resnično trenutno ni alternative za Starlink. Zdaj je Amazon predstavil svojo različico, imenovano Amazon Leo, in mislim, da bo čez nekaj let konkurenčna Starlinku, vendar še ni na tej ravni. Kaj to pomeni za vojaške operacije, če lahko eno komercialno podjetje med konfliktom učinkovito spremeni ceno ključne vojne infrastrukture? Očitno smo pravkar to videli. Prav. No, mislim, da to ni dobro, veste, glede neodvisnosti, svobode delovanja za vojsko, če mora se nenehno znova pogajati s komercialnim podjetjem. Mislim, da to tudi kaže, kako močan je postal SpaceX glede prevlade na trgu za takšne stvari. Ampak tudi vojska bi lahko rekla ne. Ni razloga, zakaj bi morali reči da. Argumenti, ki jih SpaceX navaja glede tega, da so uporabljali v bistvu letalski paket za naročnino Starshield, bi jim lahko zagotovo oporekali. In mislim, da se je Pentagon za zdaj strinjal, vendar trenutno iščejo alternative. Prav, mislim, rečeš, da bi lahko rekli ne, ampak na koncu bi to zelo močno zmotilo vojno proti Iranu, ki že poteka. Lahko bi rekli, da bi Združene države zaradi tega izgledale šibke. No, to predpostavlja, da bi SpaceX prenehal dovoljevati uporabo terminalov. Mislim, to je nekaj, za kar so rekli, da bodo storili, ampak predvidevam, da je to vprašanje, s katerim se ti ni treba ukvarjati. Pentagon zdaj poskuša pomagati iranskim državljanom obiti komunikacijske blokade, ki jih je uvedla vlada, in je bil v sporu s SpaceX glede cen za načrt, da bi prebivalstvu dejansko omogočili neposredne povezave s Starlinkom prek mobilnih telefonov. Kar bi bilo, veste, podobno kot storitev 5G. Kaj vemo o tem? In bi lahko Starlink zaradi tega vprašanja naletel na odpor? No, mislim, iransko prebivalstvo je že imelo dostop do Starlinka, saj so med januarskimi protesti pretihotapili Starlink v državo. Tako so ljudje dostopali do interneta. In Iran je uspel preslepiti terminale Starlink, da bi uporabnike odklopil z omrežja.
Tako da mislim, da so že prej našli načine, kako to narediti. Zdaj pa je stvar v tem, da je za tem ameriška vlada, ki poskuša spraviti terminale noter. Ampak mislim, Starlink so v Iranu že uporabljali civilisti. Prav. V redu. No, Viktorija Simpson, najlepša hvala, da ste se nam pridružili in delili svoje poglede. Z veseljem, hvala, da ste me povabili. Zdaj ima Kanada svoj pravi trenutek brexita. Provinca Alberta, ki je znana kot kanadska naftna velesila, se zdaj uradno usmerja proti referendumu 19. oktobra, na katerem bodo odločali, ali naj ostane v državi ali pa odpre pot prihodnjemu glasovanju o odcepitvi. Zdaj premijerka Daniela Smith pravi, da gre za to, da ljudem po letih frustracij z Ottavo, še posebej glede energetske in gospodarske politike, omogočijo, da jasno povedo svoje mnenje. Toda, čeprav to glasovanje ni pravno zavezujoče, ima že zdaj veliko večji politični vpliv, kot bi pričakovali. Ko enkrat postaviš tako vprašanje na glasovnico, tudi če postopoma, običajno zaživi svoje življenje. In v provinci, kot je Alberta, kjer separatistično razpoloženje prihajajo in odhajajo že desetletja, je prav takšen zagon tisto, kar ljudi v Ottavi spravlja v nelagodje. Z nami je zdaj Michael Bernard Wernick, je nosilec Jaroslavski katedre na Univerzi v Ottavi. Torej, najprej pojasnite, zakaj so prebivalci Alberte tako frustrirani. Oprostite, bolj natančno. In koliko jih po anketah, ki smo jih videli, dejansko podpira, da bi postali neodvisna država? Hvala za vaše zanimanje. Prepričan sem, da je, če gledate od zunaj, to zelo nenavadno separatistično gibanje. Ni utemeljeno na zgodovini, kot je to v primeru Škotske, Katalonije ali celo Korzike. Nima nobenega verskega, jezikovnega ali etničnega goriva, ki bi ga poganjalo naprej. V bistvu temelji, kot ste rekli v uvodu, na nekakšnih negovanjih zamerah zaradi tega, da ne moreš uveljaviti svoje volje pri oblikovanju državne politike, še posebej v zvezi z gospodarstvom, temelječim na virih. Alberta ima približno 5 milijonov volivcev od skupno 42 milijonov Kanadčanov. Večina Kanadčanov živi v Ontariju in Quebecu in ti običajno prevladujejo pri izidih volitev v parlamentu in podobno. Tako da gre v bistvu za občutek regionalne prizadetosti in občutek, da niso spoštovani ali slišani. Trenutno, čeprav so ankete 6 mesecev naprej vprašljive, večina Albertancev na jasno zastavljeno vprašanje jasno želi ostati del Kanade. Žal so se določene sile že sprožile in prihaja zelo burno in težko obdobje. Če bi Alberta dejansko postala neodvisna, kako bi to vplivalo na preostalo Kanado? To je zelo dobro vprašanje. Obstaja veliko hipotetičnih možnosti, s tem smo se že srečali pri 2 referendumih v Quebecu o odcepitvi. Glavna stvar tam je, da se podajamo v neznano. Quebec ima določeno integriteto zaradi francoskega jezika, ni jasno, kaj lahko naredi Alberta brez dostopa do morja, veste. Za njihovo gospodarstvo, ki temelji na virih, ne bo dobro, da so zaprti brez dostopa do morja. Torej, mislim, da ljudje, ki se ukvarjajo s takšnimi špekulacijami, menijo, da samostojna Alberta ni posebej vzdržna in da jo bodo na koncu požrle Združene države Amerike. Kaj bi se zgodilo z drugimi deli Kanade, to je velika neznanka. Kako tvegano mislite, da je za Kanado, če normalizira referendume o odcepitvi, tudi če niso zavezujoči? No, vsaka provinca ima pravico izvajati plebiscite in referendume. Ti so precej pogosti pri drugih vprašanjih, spremembah volilnega sistema in tako naprej. Da španska vlada je zavzela veliko tršo stališče glede referenduma v Baskiji. Tako da, veste, mislim, da če sploh obstaja kakšna premijerkina strategija, upa, da bo sprožila neke vrste pogajanja o političnih koncesijah in, veste, večji avtonomiji za provinco, morda celo ustavne spremembe, vendar je to zelo velika igra na srečo. Prav, veste, za konec, ali obstaja kakšen načrt, kako pomiriti to vrstno regionalno jezo, ne da bi se to spremenilo v ustavno krizo? Omenili ste Quebec kot primer preteklih separatističnih gibanj. No, najprej je vprašanje, ali želite biti del Kanade. Ugotovili smo, da so bili v Quebecu na 2 različnih referendumih v nekaj generacijah separatisti iz Quebeca, ki so zelo sposobni politiki, premagani strani quebeških federalistov, zelo znanih ljudi, ki jih nekateri vaši gledalci poznajo. Tako da mislim, da je to na koncu razprava, ki jo treba opraviti v Alberti. In tisti Alberčani, ki so federalisti ali unionisti ali močni zagovorniki ostanka v Kanadi in reševanja stvari znotraj Kanade, morajo stopiti v ospredje.
V redu. No, rada bi se ti zelo zahvalila, Majka, da si se nam pridružil. Zagotovo bo zelo zanimivo videti, kako bo potekalo to glasovanje oktobra in kaj bo to pomenilo za prihodnost Kanade. Prepričan sem, da bomo imeli v prihodnjih mesecih veliko zapovedati. Hvala za tvoje zanimanje. V redu, zdaj se bomo posvetili enemu res velikemu dogodku. Tole bi bil dan narodnega ponosa, saj naj bi Paris Saint-Germain osvojil zmago v Ligi prvakov že drugo leto zapored. A vendar so pariške ulice zasenčili stotine izgrednikov, ki so povzročali kaos, namesto da bi preprosto praznovali. Naša voditeljica in dopisnica Emily Francis poroča o tem. Kar naj bi bilo praznovanje zmage Paris Saint-Germaina v Ligi prvakov nad Arsenalom iz Anglije. Namesto tega se je spremenilo v prizor popolnega kaosa na ulicah. Poklicati so morali stotine policistov za obvladovanje izgredov, da bi poskušali nadzorovati huligane, vendar so bili tarča bakel in izstrelkov. Čeprav so čez dan uspeli aretirati nekaj ljudi, se je nasilje nadaljevalo pozno v noč, policija pa je morala uporabiti solzivec, da je razgnala množico. Na koncu so aretirali približno 400 ljudi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je obsodil nesprejemljivo in neupravičeno nasilje ter obljubil, da bodo odgovorni kaznovani. Kljub temu je pariški Eiffelov stolp žarel v barvah PSG. Ognjemet je razsvetljeval nebo, navijači pa so večer še naprej ohranjali duh velike zmage. Ko smo že pri športu, v Parizu poteka odprto prvenstvo Francije, z njim pa prihaja nekaj, kar ljubitelji tenisa vedo, da je praktično neizogibno. Izbruh na igrišču. Lopardži se lomijo, prepiri za sodniki izbruhnajo, čustva pa preplavijo igralce pred polnimi tribunami. Od eksplozivnega izbruha Danila Medvedjeva do tega, da je Daniel Altmaier brcnil lopar v tribune, v tenisu nikoli ni manjkalo slabega vedenja. Toda za izbruhi, ki jih vidimo v povzetkih, se skriva večja razprava o tem, kako šport ocenjuje igralce in ali so moški in ženske obravnavani po enakih merilih. To je razprava, ki se vedno znova pojavlja. Serena Williams je znano trdila, da je bila med finalom odprtega prvenstva ZDA leta 2018 kaznovana strožje kot moški igralci. Elise Cornet je istega leta sprožila ogorčenje, potem ko je prejela kazen zaradi menjave majice na igrišču, medtem ko so moški igralci to rutinsko počeli brez posledic. In pred kratkim je Ons Jabeur kritizirala odprto prvenstvo Francije, ker so ženske večkrat izpuščali iz večernih terminov v glavnem času. In madridski odprti turnir se je soočil z obtožbami o seksizmu, potem ko finalistkam ženskih dvojic niso dovolili govorov ob podelitvi pokalov, medtem ko so jih moški prejeli. In zdaj se je na Roland Garrosu pojavila še ena polemika. Potem ko je bila igralka kaznovana, ker je rekla, da bi moral tekmo soditi moški. Zdaj se nam pridružuje doktorica Sofija Solomon, raziskovalka na Centru za športno diplomacijo na Univerzi Ben Gurion. Ali menite, da še vedno obstaja dvojna merila pri tem, kako so moški in ženske kaznovani ali prikazani zaradi jeze na igrišču v tenisu? Seveda, in to ni samo v tenisu. Mislim, da je to povezano tudi z vašo prejšnjo temo, kjer je moškim iz nekega razloga dovoljeno izražati več nasilja ali burne izpade, medtem ko ženske tega preprosto ne smejo. In iskreno, to je, veste, še bolj absurdno, ko pomislimo na spolno pristranskost. Pomislimo na feministični boj. Ženske so vedno obravnavane kot bolj čustvene ali kot tiste, ki ne morejo nadzorovati svojih čustev. In tukaj lahko vidimo, da ne samo, da lahko nadzorujejo svoja čustva, ampak tudi, ko tega ne storijo, tako kot moški, še vedno niso obravnavane enako. Zakaj mislite, da so izpadi moških pogosto predstavljeni kot strast ali tekmovalnost, medtem ko je podobno vedenje pri ženskah bolj verjetno označeno kot čustveno ali neprofesionalno? Kot sem omenila, spolna pristranskost v športu obstaja celo v akademskem svetu. Mislim, v mojem raziskovalnem področju lahko vedno najdete primerjave med akademičarkami in akademiki, vendar je več kot to. Pri športu na splošno si moramo zapomniti, da se giblje na kontinuumu dveh, recimo morda nasprotujočih si skrajnosti. Ena stran je racionalizem, visoki standardi, po katerih sledimo, visokim standardom profesionalnosti in igro moramo ohranjati kot nekaj, kar lahko pontificiramo. Zato moramo nadzorovati svoje vedenje. In potem je na drugi strani, da smo preveč čustveni. In to, da smo preveč čustveni, nas lahko pripelje do robov nasilja.
kot smo na primer videli pri navijačih, pa tudi v svetu samih igralcev. Ko govorimo o nasilju v športu nasplošno, se to vedno pojavlja že od začetka moderne igre, pravzaprav od samih igralcev in ne od navijačev. Toda, kar vidimo v tenisu v zadnjih 2 desetletjih, morda v zadnjem desetletju, je to. Število gledalcev občinstva je bilo v zadnjih letih precej večje, kot smo pričakovali v prejšnjih letih. Če se navežem na to, omenili ste Roland Garros. Tako je, ta četrtek na Roland Garrosu eden od igralcev, Daniel Vecchio, ki je dejal, da bi moral biti sodnik moški in ne ženska, dal tudi primer, saj je to utemeljil zelo zahtevnim občinstvom. Tako jo je poimenoval. Kar pomeni, da ni prevzel odgovornosti za svoja dejanja, ampak je krivil tudi sodnico. To je zelo znana spolna pristranskost, ki obstaja v svetu športa. Ampak mislim, da poleg tega vidimo, da je nasilje nekaj, kar je na nek način predstavljeno kot nekaj moškega, kar je dovoljeno v moškem svetu in ni dovoljeno v ženskem svetu. Na koncu, mislite, da se je ženska turneja dejansko spremenila v tem, kako ravnaš s čustvi, ali menite, da je zdaj samo več pozornosti in nadzora, ki postaja bolj viden? Točno tako. Mislim, da je zadnja možnost bolj točna. Saj imamo vsi čustva. Mislim, da ni pomembno, to res ni vprašanje spola. Vsa človeška bitja imajo čustva. Nekateri jih peljejo do skrajnosti. Kot raziskovalka političnega nasilja vam lahko povem, da res ni tako. Nima spola. Nasilje se lahko pojavi v vseh mogočih oblikah. Ampak, ker je število gledalcev postalo večje in ker je več pričakovanj tudi od samih igralcev, ja, da so bolj tekmovalni. Veste kaj? Ko pomislimo na to, zakaj se na rock koncertih nikoli ne jezimo na glasbenika, ki na odru zlomi svojo, ne vem, kitaro. In pri športu pričakujemo nekaj drugega. Ker mora šport upoštevati tudi načelo fair playa. In vse, kar lahko pristransko vpliva na igro in ni v tem naboru pravil, lahko igro prekine. In mislim, da je ena od sestavin, ki v zadnjih letih postaja vse bolj izrazita, vloga gledalcev. In ker postaja večja, so igralci pod večjim pritiskom, da igrajo bolje, da imajo boljšo statistiko, da so uvrščeni višje. Gre tudi za to, da nenadoma postaneš javna osebnost. Nenadoma ne igraš več samo pred nekaj tisoč gledalci, ampak te spremljajo prek družbenih omrežij milijoni gledalcev po vsem svetu. Mislim, da gre za količino pritiska, ki je padel na same igralke, hkrati pa morda tudi za to, da si ženske začenjajo dovoljevati biti bolj naravne. In mislim, da tu ne gre za kritiko, ampak morda končno za primerjavo med spoloma. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Zanimivo je bilo slišati vaše mnenje, doktorica Solomon. Hvala, da ste me povabili. Zunaj je vroče. Evropa se ta mesec peče v izjemni vročini, zaradi česar ljudje iščejo načine, kako se ohladiti in ostati na varnem, saj nekatere države poročajo o rekordno visokih temperaturah. Naša Samantha Cohen ima več informacij. Države po vsej Evropi doživljajo vročino, kot je še niso nikoli prej. V Londonu je bil za mesec maj podrt rekord. S kar 34 stopinjami Celzija oziroma 94 stopinjami Fahrenheita, izmerjenimi v londonskih Kew Gardens. V bližini Auxerre v Franciji je vročina dosegla 37 stopinj Celzija oziroma 99 stopinj Fahrenheita. Zaradi izjemne vročine so ljudje iskali osvežitev na različnih krajih, a rekordna vročina ni motila prav vseh. Mislim, da je neverjetno za začetek poletja. In že smo bili v poletju. Mislim, da potrebujemo vročino. Turisti kljubujejo vročini, da bi si ogledali znamenitosti, o katerih so toliko slišali. No, poskušam veliko piti. Poskušam piti veliko vode, vedno ostati hidrirana, poskušam hoditi na kraje, kjer je senca. Tega nisem pričakovala. Prvič sem tukaj in vedno mi pravijo, da je mrzlo. Da je oblačno, deževno, ampak imela sem neki neverjetni dni, res. Ampak v redu, všeč mi je vročina, rada hodim na soncu, tako da sem srečna. Zelo sem presenečena. Neverjetno je, resnično. Medtem ko drugi niso tako navdušeni. Mislim, da vsako leto trpimo malo prej in traja dlje. Spopadamo se s tem, kot znamo. Toplotna kupola povzroča intenzivno vročino v Evropi.
Zaradi toplega vremena, ki prihaja iz severa Afrike, se zadržuje pod območjem visokega zračnega pritiska nad Evropo. Vremenski strokovnjaki kot vzrok navajajo podnebne spremembe in sumijo, da takšne vremenske skrajnosti kmalu ne bodo izginile. Zdaj se obračamo k gospodarstvu. Ker kibernetske prevare postajajo hitrejše, pametnejše in jih je težje ustaviti, znanstveniki v Južni Afriki razvijajo povsem drugačno vrsto obrambe, ki uporablja kvantno fiziko za zaščito prihodnosti interneta. Poglejte si. Na univerzi Witwatersrand v Johannesburgu se študenti premikajo med predavanji, medtem ko raziskovalci na oddelku za fiziko razvijajo tehnologijo, ki bi lahko preoblikovala način prenosa podatkov po svetu. V zatemnjenem laboratoriju, polnem laserjev in optične opreme, profesor Andrew Forbes in njegova ekipa eksperimentirajo s kvantno komunikacijo, področjem, ki uporablja obnašanje delcev za varnejši prenos podatkov. Cilj ni le pospešiti današnje sisteme, temveč zgraditi omrežja, kjer je mogoče motnje zaznati v trenutku, ko se pojavijo. Ko ustvarim ti dve kvantni delci in gresta v različne smeri. Po teh dveh različnih poteh, če bi nekdo prestregel tega in z njim nekaj naredil, bi to opazil na svojem drugem delcu. Takoj, ko opazim, da nekdo prestreza, takoj prekinem povezavo. V kvantnem svetu prisluškovalec vedno spremeni tisto, kar poskuša prestreči. Tako lahko prekinejo povezavo, vendar nikoli ne morejo dobiti informacij. Ekipa Forbesa prav tako dela na načinih za povečanje zmogljivosti obstoječih optičnih omrežij, pri čemer uporablja več vzorcev svetlobe za prenos veliko večje količine podatkov naenkrat. Raziskave prihajajo v času, ko je svet vse bolj odvisen od takojšnjih digitalnih plačil, čezmejnih transakcij in spletnih finančnih sistemov. V Cape Townu startup Orca Fraud že deluje na tej prvi liniji. Spremlja plačila in v realnem času označuje sumljivo vedenje. Njegove ekipe uporabljajo analizo podatkov, strojno učenje in vedenjske signale za zaznavanje goljufij, ko se te dogajajo v sistemu, ki že zdaj vsak mesec spremlja transakcije v vrednosti milijard dolarjev. Težava s kibernetskimi goljufijami je hujša kot kdajkoli prej. Zdaj opažamo, da se goljufije širijo hitreje kot kdajkoli prej, in to prek meja, z uporabo takojšnjih načinov plačevanja, pri katerih se prenosi izvedejo takoj. Vidimo, da se z vzponom umetne inteligence goljufije spreminjajo. Tako imajo goljufi na voljo nekatera najboljša orodja na svetu, s katerimi lahko resnično preoblikujejo svoje metode in nas napadajo na več področjih kot kdajkoli prej. Za zdaj so podjetja, kot je Orca, osredotočena na hitro zaznavanje napadov, preden se škoda razširi. Toda delo v Johannesburgu kaže na bolj ambiciozno prihodnost. Takšno, kjer je sam internet zasnovan tako, da razkrije določene grožnje, še preden je mogoče ukrasti informacije. Komercialna uporaba je morda še nekaj let oddaljena, vendar južnoafriški raziskovalci pravijo, da so že del svetovne tekme za zaščito naslednje generacije komunikacij. Od današnjega odkrivanja prevar do kvantno zavarovanih omrežij, v prihodnosti se boj za kibernetsko varnost odvija hitreje in vložki pa so višji kot kdajkoli prej. In preden se poslovimo, moramo vsi malo zadihati. Če vaš dan potrebuje osvežitev po vseh novicah o vojni in politiki, vam bo to morda pomagalo. V zadnjih nekaj tednih se je v zrelišču v severovzhodni Kitajski rodilo več kot 30 ogroženih mladičev sibirskega tigra, kar je naravovarstvenikom prineslo redko dobro novico. Dobre novice. Ti drobni mladički so nameščeni v ogrevanih inkubatorjih. Po steklenički jih hranijo ves dan in noč. Skrbno jih nadzorujejo, ko prehajajo skozi najbolj občutljivo obdobje življenja. Zdaj so sibirski tigri med najbolj ogroženimi živalmi na svetu, saj jih je v naravi ostalo le še malo, predvsem v delih Rusije in severovzhodne Kitajske. Uredniki pravijo, da je vzrejni center, ki je v 80-ih letih začel le z 8 tigri, zdaj pomaga vzgojiti več kot 1100 teh živali. In moram reči, da so res prikupni. Prav, prijatelji, to je vse za Globalaj. Sem Nataša Kirčuk. Hvala, ker ste bili z nami. Se vidimo naslednji teden.